Ja za dobro narave ohranjam stare sadovnjake visokodebeljne. Od sadovnjakov imajo vsi koristi, od žuželk, ptic, divjadi, domačih živali, predvsem pa mi, domačini. Dela je kar v sadovnjaku veliko, če češ malo vzgojiti. To prvo se zimska res, da se malo poreže. Problem je ta bela omela, treba večkrat odstraniti, da to ne zaraste, da se ne posuši. Pol moramo tudi mlajše zaščititi proti, da jih divjad ne obžre. Boste videli, zdaj bo počasi začelo tole cvest in mi smo kar višja kmetija, tam okoli 700 metrov. In gor pri nas, pozeba nas ponovadi ne prizadene toliko, ker praktično cvetijo jablane v drugi polovici maja. Imamo samo stare sorte. To nekaj bolj sprešamo, spremenimo v jabolčnik. Nekaj se skuha tudi žganje. Delamo tudi domač jabolčni sok, sušimo krhlje, jabolčni čips, kakšen prav domač strudel se speče, tudi gospodije to naredijo. Kaj pa ostane od jabolk, nekaj imamo za ozimnico, to boljše. Kaj so pa malo slabše kvalitete, pa tudi poberemo in krmimo domačim živali. Tako da praktično nobena jabolka ne gre v nič. Problem je z mladi jablani, je kar težko vzgojiti, je treba dobro zaščititi. Že pri sadni moramo dati mreže proti voluharji, ker zelo rad koreninski sistem vneče in pa se jablana posuši. Tako da je skoraj boljše, če kakšna stara jablana v bolj slabi kondiciji, da jo probamo pomladiti. Visokodebeljne te jablane, ko so na sajencu, so kar dosti časa rabijo, da začnejo roditi. Ni to kar prvo po drug let, da bi kar rodila. In so pa tudi bolj trpežne, ne.